Kaj? Bila je pa kar težka napaka zdaj pri tem pristopu. Kaj je naredil? Jo, veš, kaj sem jaz zdajle? AMZS, Center varne vožnje Vransko. Finale, najboljši mladi voznik Slovenije. Pa na poligonu je že vse pripravljen. Gled, takole zgleda od zgori, finalisti so že zbrani. Najboljši za volanom, da jo pripeljete eno leto domov. Evo, najjačih 10. Ok, zdaj pa tako kot pri polfinalu, danes bojo soočeni s 5 nalogami, pa pojmo po vrsta. Prav, tale je ta prva. Pa še nekaj je, ne? Polfinale je bil že zahteven, tukaj pa stopnja zahtevnosti zraste še mal. Vidiš, kaj je priklopljen na Rangerja? Vozita med stopci slalom, pripeljeta do križišča. To se pravi Ranger, lahki priklopnik, vožnja slaloma, na koncu je treba rikverc obrniti, to je tista triki del, pa na začetku in na koncu si ti sprožiš, pa vstaviš štoparco. Vse moraš sam narediti. A veš, predno odpeleš, ne, moraš ti poskrbeti za prikolico, jo moraš priklopiti. Pa tukaj ne gre samo za čas, pa za pravilno izvedbo, ne. Če narediš kakršnokoli napako, pa začneš zelo hitro tudi pike zgubljati. Napačen priklop prikolice, podrt stožec, bog ne dej, da se ti ne prepasaš, stari. Oleg je nekaj pozabil narediti. Še dobro, da je Ranger unta močen, ne, ker se mi zdi, da tudi porajal to ni, da on je povlekel pa bolj. No, to, kar boš pa zdaj videl, je pa druga postaja. V osnovi se mi zdi vse malo bolj preprosta, ampak moraš biti pa hudičev spretnost, to, ker moraš začetek voziti slalom po asfaltu, ampak pol pa iz asfalta zapelješ na zdrsno površino, to se pravi na površino, ki nekako simulira strjen sneg, tam se pa stvari lahko hitro zapletejo, ne, pa zelo hitro fašeš minus pike, če dol zapelješ, mislim, če dol zdrsneš. Žan, druga postaja, slalom, pa moral si ostati na zdrsni površini, kot je šlo. Prva vožnja mi je šla tako avta ne poznaš, ne? Si zdrsnil? Ne, zdrsnil nisem, ostal sem na stožci. Z dvema avtoma vozijo, s Focusom pa s Fiesto. Jo, jaz bi šel tudi. No, zdaj pa da tricky part, zdrsna površina. Opa, kam pa greš, stari? Aha. 11:92 je nuco, da vidimo, če bo druge kaj boš. Aha, vidiš, bolj previdno, ziher bo boljši cajt. 10, 11:50. To je to, zato so obiski centrov varne vožnje toliko dragoceni, ne? Ker enkrat, dvakrat, če se srečaš s situacijo, ki je lahko potencialno zelo nevarna, in če se tukaj parkrat, 5krat, 6krat srečaš z neugodno situacijo, ki je seveda simulirana, ti to dejansko lahko reši življenje. No, sta tretjo vajo pa tako, se mi zdi, da je to nekakšen upgrade druge vaje. Fora vsem pa je spet slalom po površini, ki ima razmeroma dober oprijem, pa vmes prešaltaš na površino s slabim oprijemom, spet gre za simulacijo strjenega snega. No, in ker si ti enkrat prisiljen žonglirati dober pa slab oprijem, ne, so tvoje vozne sposobnosti kar naenkrat postavljene na mejo. Štopa se čas, biti moraš hiter, biti moraš natančen, pa ne samo to, ne, avto sta na letnih gumah, pa veš, kakšna kombinacija je to, ne, letne gume, sneg. No, in ko se prebiješ čez ta zahteven slalom, te pa na koncu čaka še trenutek, ko moraš biti izredno natančen. Parkiraš moraš čim bližje tistih dveh stožcev. Veš, če priješ prebliž, če slučajno butneš, ne, so to minus pike, če si pa predelač, je to pa tudi ni fajn. Tudi tam ti lahko kaj odbijejo. Evo ga, ded se vrača, zdaj pa pogledamo, koliko bo natančen. Kar v redu. Ale, še štoparca. 3-4 stop. In grede, ti veš, da je bil EcoSport prenovljen. Mislim, tako face prenovljen, več kot navaden facelift. Je bila domača predstavitev, sam nisem mogel iti. Sem pa zato zdaj povedal. Konc polkrožno obrneš, pa spet v slalom. Izgleda dosti boljš, kaj je. A se strinjamo? Ena mini kuga. Včasih ni zdel, kaj ena mini kuga je bil. Vidiš, takole se pa zmer na koncu. 76. Pa grem šestole probat, a? Ja, pa štopat se moram, ne? Isti pogoji, kot pri drugih. Pas. Ne pozab na pas. Počas, če ne se vztaknu. Ja, to špeglo, ok, špegli, ok. Oku! Zdaj je! Pozabil sem na eni stožce. Evo, pa sem zgubil 10 sekund. Čas tlele. Tlele noter. Zdaj pa še koliko blizu vere sem bil, mojster? 53 cm. Kar v redu. 1,11. To je v redu? Zelo dober. Pa sem mogoče v rekord. Je tako. Malo adrenalina mi je nuco, sem se zbudil, zdaj pa na četrto vajo ta je pa daleč najbolj resna. A veš, tukaj pa tekmovalce presenet simulacija prometne nesreče. Ti se tja pripelješ, moraš ustaviti, pregledati, pa ravnati, tako kot bi moral, če bi se to zgodilo v resnici. Evo, vidiš, takole zgleda prizorišče. Orange Crash je bil. Dober dan, kandidati se bodo srečali. Joj, vsa kri mi bo stekla. Evo, zelo realističen prikaz poškodbe. Malce sta tukaj, najprej bosta rešilni jopič, trikotnik, zaenkrat štima. Dobar dan. Joj, hvala Bogu, da si tuš. Nič, to je prva raven telefon. Kaj? Bila je pa kar težka napaka zdaj pri tem pristopu. Kaj je naredil?
kri je tekla fajn, ne. Moraš najprej poskrbeti, da življenje najde pot. No, peta vaja, ta je pa taka, ker se bo vsak 100% vsaj enkrat v življenju z njo srečal, ne? Koliko časa traja menjava? Stari, res odvisen, ta najhitrejši, pa da je vse prav naredil, je mu 57, ne? Lahko tudi hitrejši narediš, ampak moraš paziti, ne? Da tisto orodje, ki ga ven vzameš, tudi nazaj pospraviš, pa tako naprej. Ok, to je to, kar se vaj tiče. Avto čaka na tistega, ki je bil najboljši, pa da vidimo, kdo je ta junak. Zmagovalec, najboljši za volanom leta 2018, tisti, ki je premagal več kot 3000 tistih, ki so reševali na spletu. Potem bil med najboljšimi, med tistimi, ki so prišli v polfinale in ki je danes, kot je rekel naš lanski finalist, res pokazal največ znanja, je Klemen Pongarčič. Klemen, zgleda, da si najboljši. Ja. Človek ima občutek, da ti avti niso tuji, zdaj pa ti meni malo zadnje razlaš. Avti mi vsekako niso tuji. Kaj pa študiraš? Strojništvo. Strojništvo? Ja. Pa si pa doma v avtih. Ja. Pa še sodelujem na projektu Formula Študent. Oziroma sem vodja projekta. Tam pa delamo svoj avto. Vodja projekt, a ni čuden? Opiš današnjo izkušnjo v 10-15 sekundah. Nisem tega pričakoval. Sem vsekakor vesel. Pa bomo s kolege šli na kako road. Pa najljubša cesta, kje je že tvoja? Najljubše ceste so ozke ceste med vinogradi. Med 3700, ki so šli rešvat, je ta dec prvi. Vsaka čast.